Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Sofiji in Zoji, ki zelo radi prisluhneta pravljicam. Včasih so pravljice njuna popotnica tudi kar med vožnjo v avtu. Hvala. Sofija in Zoja bi želeli prisluhniti simpatični pravljici, v kateri bo knjižni junak spoznal moč besed ter moč prijaznosti, ki lahko marsikomu spremeni ter polepša življenje. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljični želji Sofije in Zoje z naslovom Pismo. Nekega dne je veter našel pismo. Poštar, ki ga je ujel močan naliv, ga je izgubil, ne da bi to sploh opazil. Pismo je obležalo v luži. Voda je razmazala črke na kuverti, da je bilo nemogoče razbrati, kdo je pismo poslal in komu je bilo namenjeno. Veter, ne bodi len, je kuverto odprl in pismo prebral. Kako lepo pismo! V njem je pisalo le: všeč si mi. Pismo je tako lepo, si je rekel veter, da bi bilo resnično škoda, če ne bi prišlo do svojega naslovnika, kdorkoli že je. Odločil se je, da ga bo odpihnil v zrak, da bo pismo samo našlo svoj cilj. Dvignil ga je visoko, vse do neba, nato pa ga je spustil. Pismo je nekaj časa plavalo po zraku, nato pa pristalo na strehi gospoda Mačkuna, se pritihotapilo skozi dimnik in pristalo na glavi mačka, ki je v tistem trenutku dremal na slanjaču. Gospod Mačkun je bil zelo čist in urejen gospod. Živel je v prijetni in udobni hiši, ki bi bila gotovo všeč vsakemu prijatelju in gostu. Toda gospod Mačkun je bil pust in trmast. Nobenega prijatelja ni imel. Obiskov ni prenašal, še poštarju ni odprl vrat. Bolje je biti sam kot v slabi družbi, je gotrnjal sam sebi v tolažbo, ko se je počutil osamljenega, kar ni bilo redko. Ko pa je gospod Mačkun pismo prebral, čeprav še sam ni vedel, zakaj, se je močno razveselil. Nekomu sem všeč, si je rekel in kar žarel od sreče. In odločil se je, da bo odkril, kdo mu je poslal skrivnostno pismo, ki mu je prineslo tolikšno veselje. Brez pomišljanja in omahovanja se je odpravil ven, da bi našel neznanega pošiljatelja. Na ulici je srečal gospo Gosko, ki je bila s težko košaro namenjena na kmetijo. Kaj pa, če je ona? Se je vprašal maček. Misel mu je vlila pogum, da ji je ponudil pomoč, ter ji preostanek poti nesel v košaro. Nepričakovana prijaznost gospoda Mačkuna je gospo Gosko tako presenetila, da je ostala brez besed. Ga, je živčno zagagala in odcapljala, ne da bi se gospodu Mačkunu zahvalila za pomoč. Gospoda Mačkuna je to malce potrlo, toda kmalu je srečal gospo Kokoško, ki se je trudila varno rešiti enega od svojih piščančkov z najvišje veje na drevesu. Kaj pa, če je ona? Se je vprašal maček. Opogumljen je ponudil svojo pomoč, splezal na drevo in malčka previdno prinesel na tla. Ko?
Kokoška je bila tako jezna na svoje nagajivo pišče, da je poredneža zgrabila za krilce in odvlekla proč, ne da bi se gospodu Mačkonu sploh zahvalila za pomoč. Potrto je gospod Mačkon nadaljeval sprehod in kmalu srečal gospoda ovčarja, ki se je zaman trudil, da bi vžgal svoj motor. Kaj pa, če je on napisal pismo? Se je vprašal maček. Ponovno je zbral pogum in gospodu ovčarju ponudil pomoč. Z vso močjo je potiskal motor, na katerega se je usedel veliki ovčar, dokler motor ni zaropotal in začel teči. Hov, hov! Se je razveselil ovčar in zadovoljno odhrumel po poti, ne da bi se gospodu Mačkonu zahvalil. Gospoda Mačkona je to tako potrlo, da mu je postalo žal, da se je sploh trudil. Razočaran se je odpravil proti domu. Ko pa je prišel do doma, ni mogel verjeti svojim očim. Pred vrati so ga čakali gospa Goska s sveže pečenim pecivom, gospa Kokoška s košarico pravkar obranega sadja in gospod ovčar z vrčkom svežega mleka. Nekaj smo ti prinesli v zahvalo za tvojo prijaznost. In prvikrat je gospod Mačkon začutil, kaj pomeni, če te ima nekdo rad. Zato se je odločil, da bo odprl vrata svojega doma in vam povabil svoje prijateljice in prijatelje. Gotovo pa se sprašujete, in kaj se je zgodilo s pismom? Skozi odprta vrata je zapihal veter in odpihnil pismo visoko, visoko v zrak, vse do neba, od tam pa... Ja. In zagotovo je pismo našel nekdo, ki prav tako kot današnji knjižni junak gospod Mačkon potrebuje prijazne besede. In tako je naš Mačkon med iskanjem odkril moč prijaznosti ter spoznanje, da le nekaj preprostih besed lahko polepša življenje nekomu. Zelo navdihujoča pravljica. Sofija in Zoja, najlepša hvala za čudovito pravljično željo. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še zimski pravljici z naslovom Šivalnica besed, v kateri boste prav tako spoznali muco Mijo, ki je šivala besede. In knjižna junakinja Lisica je kmalu spoznala, kakšno moč imajo napisane besede. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, da ne pozabite na lepe besede, s katerimi lahko ogrejete srca. Prijeten pozdravček Sofiji in Zoji, ter pa seveda vsem poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Pošiljam vam en pisemski pozdravček. Čau, čau. Res simpatična pravljica. Bravo, gospod Mačkon.